Mi smo Sun Park in poslušate Radioaktivno. Samo za eno noč skupine Sun Park z albuma Plac, Jakob in Jakob. Lep pozdrav, da je Radioaktivno. Dober dan. Lep pozdrav. Spoznali smo se leta 2024, takrat z drugima skladbama, ki sicer tokrat ne najdemo na albumu. Ja, tisti so bili bolj začetki, malo bolj v rock'n'roll stilu. Ta album pa je bolj poenoten z neko energično, najstniško energijo, tako da, ja. Če tako pogledamo, ste do albuma prišli v letu dni približno. Ja, v bistvu sicer se material že kar nekaj časa nabira, tako da eni komadi so tudi stari, jaz bi ocenil mogoče že celo 3-4 leta. Ko smo se ga pa malo bolj konkretno lotili, smo pa rabili približno 1 leto, da smo ga lepo zapakirali, tako smo si ga zamislili, tako smo si želeli, da smo vse posneli in tako naprej, tako da ja, nekaj časa že komadi obstajajo, album pa je nastal približno v 1 letu, ja. Naslovljen je Plac, torej je nastal v Placu. Ja, nastal je na Placu. To je en plac v gozdu, v naših krajih, kjer smo si naredili eno fulkulsko terasco. Tam je tudi fotografiran cover art iz albuma. Tako da večinoma komado je nastalo, ja, na tistem, mi mu rečemo, placu.
Torej ste bolj gozdni ljudje. Ja, bolj v stiku z naravo. Je takšna tudi glasba? Ja, jaz mislim, da se to dvoje kar povezuje. Veliko je odvisno od prostora, na katerem komadi nastajajo, tako da jaz bi rekel, da se kar lepo naveže glasba tudi na ta naš plac, kjer je glasba nastala. Ste sedaj našli že svoj glasbeni prostor? Ja, pa jaz mislim, da nekako vedno iščeš, ne? Nikoli ni konc tega, ampak zdaj nam je kar udobno na tem mestu, ko smo. Pa že več niste, torej ste odrasli. Ja, zdaj so najmlajšemu članu že začeli poganjati brki, tako da smo se mogli posloviti od tega imena Pamži. Kako ste potem prišli do Sun Parka? Sun Park, mislim, da je hoteli smo v imenu izraziti to neko energijo parka. V park greš s punco, greš s prijatelji, greš iskat nek mir, neko, kaj pa vem, zabavo, ja. Tako da tak nekak je prišel na ta park. In potem ste postali Sončni park. Ja, tako, Sončni park, ja. Pogovor smo pričeli s skladbo Samo za eno noč. Ja, to je v bistvu en izmed komadov, ki so bolj frišni, kot pa tisto, kar sem prej omenil, da so eni že nastajali pred časom. Avtor tega komada je pa moj soimenjak Jakob na moji desni, tako da mogoče o vsebini in tako naprej še pa on kaj pove. Komad je nastal, ko sem se vozil z vlakom iz Maribora, iz ene študentske žurke. Vsebina se mi zdi, da je kar dokaj jasna in razvidna iz besedila. Govori o ljubezni, o punci. Tako da, ja, mislim, da nam je tudi uspelo, kar se aranžmaja tiče in cele energije, nekako to samo eno noč spraviti v glasbo. Druga bo Vem, da imam prav. Vedno imaš prav. Ja, to je pa avtor besedila na moji levi, Jakob soimenjak, tako da predlagam, da on pove, kam ima prav. Ja, namen tega komada je bil mogoče tudi do neke mere provokativen, da malo izzovemo s tem našim študentskim razmišljanjem. Ne, pogosto študenti mislimo, da imamo prav, da nam je že vse jasno, pa seveda ni vedno temu tako, ne, ampak to je bil namen komada, da damo glas študentom, da damo glas vsem tistim, ko so prepričani, da imajo prav. Pogosto se zgodi, da je res, pogosto pa tudi mi smo že večkrat ugotovili, da mogoče pa čist vedno pa le nimamo prav, ne, ampak v tem komadu smo bili take vole, da smo si rekli, to pa imamo ziher prav. Ne bom se umikal, ne bom več mi žal, dovolj je tišine, ne bom se predal. Vem, da imam prav, 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 vem, da imam prav.
Skupina Sun Park, vem, da imam prav, je bila slišana z albuma Plac. Kam segajo vaše začetke? Naši začetki že segajo kar 10 let nazaj. Začeli smo kot šolski band, cover band z igranjem rock klasik. Potem pa smo se pred približno 3 leti odločili, da začnemo z avtorsko kariero, da začnemo delati svojo glasbo, ugotovili smo, da nas to usrečuje, da nas dela žive. Tako da zadnje 3 leta pa ja, smo nekako na svojem. Leta 2024 smo spoznali skladbo Nori na Maju, istega leta potem še Če boš odšel, ki sta nekoliko drugačni od tega, kar poslušamo na vašem prvencu. Ja, res je. Ja. Od začetka mislim, da je čist naravno, da malo iščeš svoj zvok, da probaš vse živo. Mi smo v tistem obdobju ustvarjanja, bi lahko rekel, da v bistvu praktično vse probali. Na neki točki smo tudi vsi hodili v glasbeno šolo, kjer smo spet čist neko drugo zvrst glasbe igrali, tako da nam je zelo blizu, bi lahko rekel, da širok spekter raznih žanrov, ne, in tako naprej. Ampak zdaj pa smo se pol nekako našli v tem malo bolj rockerske, malo bolj na trde ritme smo prešaltali. Pa se mi zdi, da tudi to je lepo videti, kako se glasbena pot benda spreminja. Ne. Tudi Beatles so delali razne vrste glasbe, pa vseeno vedno prepoznaš, da so to oni. Ne. Še vseeno, ne glede na to, ali delaš takšno zvrst ali pa drugačno, lahko imaš neko rdečo nit. Ne. Tako da mislim, da sta ona dva komada tudi kar lepo za uvod predstavlja nas kot band. Je ta ritem tudi odraz odraščanja, da ste bolj odrasli, bolj zreli? Ja, ali pa da še nismo čist odrasli, mogoče. Potem boste metalci, ko boste čisto odrasli. Ja. Ali pa bo šlo čisto drugo skrajnost, pa bomo začeli neke nežne baladice na koncu špilati, ko se nam ne bo več dalo tukaj skakati po odru. Ja, čisto možno, ne. Saj smo tudi to že probali, pa vse, pa smo rekli, ok, bomo zdaj izkoristili, ko smo še mladi, pa nam sklepi dopuščajo, bomo se malo razdivjali, pa bomo videli, kaj bo pot prinesla. Tretja, Dokler diham, skladba, ki je najavila novi zvok. Ja, res je. To je v bistvu glavni singl tega albuma, s tem singlom smo predstavili mogoče to neko našo novo pot, pa nov sound. To pa je v bistvu en izmed komadov, ki so na albumu, pa že najdlje časa obstajajo, pa je že bil komad velikrat na odru, preden smo ga izdali, tako da marsikdo ga je že zelo dobro poznal in prepoznal, ko smo ga izdali, in smo tudi zato nekako se odločili, da mogoče pa bi ta bil prvi, zato ko smo že imeli jasno sliko in nek dober feedback tudi iz odrov, pa smo videli, ta deluje, ta je ziher v redu, tako da dajmo pol tega kot prvega zbrati za napoved albuma.
Dva Jakoba z mano vodaje Radioaktivno, člana skupine Sun Park. Album, ki ga vrtimo, je naslovljen Plac. Na začetku, ko ste predstavljali prvi dve skladbi, vas je bilo 5, danes ste 4 z dodatkom, če tako rečem. Ja, v bistvu nas je svojo pot ubrala naša pevka, bivša Naja. Tako da ja, se nam je zdelo, da je škoda potencijala njenega, da ne bi tega izkoristila kot frontman oziroma kot frontwoman, glavna vokalistka. Tako da mi jo podpiramo, ji pomagamo na njeni glasbeni poti, ona pa gre svojo pot naprej. Vi pa ostajate kvartet. Ja, zaenkrat smo 4, mogoče nikoli ne veš, lahko da se nam bo kdo pridružil, lahko da bo se kdo zamenil, ampak moram pa reči, da smo v tej zasedbi tudi z Najo, ki je prej bila z nami, v bistvu že čisto od začetka, no, tako da zelo malo smo mi menjavali člane benda. Na tem koncertu, ko smo ga zdaj imeli ob predstavitvi albuma, je prišel en glasben kolega Berti, nam je pomagal na kitari, da smo malo razbremenili glavnega pevca, da je on se lepo posvetil publiki, da ni kakšne bejbe spregledal pod odrom slučajno, ki bi mogel gledati pod prste, ker bi igral kitaro. Smo pa vedno tudi veseli, ko pride Naja nazaj, pa večkrat se še družimo ob glasbi, tudi na tem koncertu je Naja prišla kot gostja, tako da tudi ona že pripravlja nove komade, tudi z njo skupaj mi še vedno kot inštrumentalna podpora ustvarjamo in mogoče lahko zdaj tu izdam eno novico, in sicer, da tudi njen album je že v nastajanju in bo tudi kmalu ga možno slišati na vseh streaming platformah, mogoče že to jesen. V teh letih ste se torej dobro skalili. Ja, mislim, da smo nabrali ene kilometrine, glede na to, da smo že 10 let skupaj. Pa tudi se mi zdi, da smo tako ena familija, ne, nismo sam nek band, ko malo špila skupaj, ampak smo v tem času postali res taki ta pravi kolegi. Izkušnje pa tudi, ja, imamo 30 špilov na let, 30, tako da smo nabrali neke odrske kilometrine. Tudi kar nekaj festivalov, natečajev, vas je to dodatno ojačalo? Ja, jaz mislim, da vsak nastop na odru te do neke mere ojača. Tudi Rolling Stonesi, ko ne zgleda, da obupujejo, jaz mislim, da vsakim špilom še kako novo izkušnjo dobijo, ne glede na to, da so v bistvu že vse doživeli, kar se da doživeti. Je pa res, da kak natečaj, kjer imaš strokovno komisijo, mogoče včasih bolj strokovna, včasih manj, ampak vedno pride prav kako mnenje nekoga od zunaj, kakega strokovnjaka, ko ti zna svetovati, ti zna malo namignati, mogoče probati to, mogoče tisto, ne, tako da tudi s temi natečaji smo kar veliko, se mi zdi, da naučili, in kar se tiče glasbe in tudi nasploh, kako sprejeti kritiko, naprimer, se mi zdi, da zdaj nam to ni doben problem, ker smo tega vajeni, ne, pa tudi moramo vedeti, da kritika je lahko zelo dobra stvar, če jo znaš izkoristiti, ne. Ni pa nikoli bilo to moteče pri nas, ne, saj če nisi čisto nobenega zmotil, pa jaz mislim, da nekaj delaš narobe, če si rocker, tako da, tak je. To nam je kar prav prišli tudi takrat, ko smo na festivale hodili in te natečaje. Vidva sta Jakoba, oba v bendu, kolikokrat vaju zamenjajo oziroma se zamenjata? Mislim, zamenjajo na malo kdaj. Mogoče je bolj problem, da naj včasih pokličejo enega, pa se oba obrnemo, ali pa pokličejo enega, pa pride drug, ne, tako da bi naj pa po videzu kdo zamenjal, to pa težko. Ja, si vsaj nismo toliko podobna, če že imamo glih isto ime. Imamo pa tudi, v bistvu, dostikrat se zgodi, da sploh nobenega od naju ne kličejo po imenu, ko imamo oba vzdevke, tako da ponavadi sploh noben ni Jakob, čeprav smo v resnici dva v bendu, tako da ni take težave pri komunikaciji. Še dva člana sta v zasedbi, če jo predstaviš? Ja, Jernej je bobnar, obiskuje konzervatorij v Ljubljani za tolkala, smer jazz bobni. Je malo mlajši od nas, ampak se mi zdi, da je vseeno najboljši inštrumentalist v bendu. Potem je pa še Martin je pa hodi pa na akademijo za glasbo, študira kitaro klasično v Ljubljani.
igra še tudi v parih drugih bendih, je zelo izkušen, pa zelo dober, zelo zanesljiv član benda. Naslednjo, Še en dan. Ja, no, zdaj smo predstavili enega, ko sem jaz avtor, enega, ko je Jakob na moji desni avtor. Ta komad je pa mislim, da edini na albumu, ko pa smo oba avtorja, tako da to je pa skupno delo, smo skupnimi močmi ga sestavlja. Pa mislim, da tudi, če se prav spomnim, tam v okolici placa in po bližnjih klopcah s kitaro in zvezkom za besedilo. Še en dan, preden grem, če počakaš, ti povem. Vem, za pot, če bom tja, to ve vsak, ki me pozna. Preden grem, kamor piše, da ne smem, ti povem, da si tam bila, ko vse imela sva.
Skupina Sampark z mano vdaje Radioaktivno. Plac je album, ki ga predstavljamo. Ga lahko označimo, da je to rock'n'roll s primesmi? Ja, bi lahko rekli, da ima neke simbole klasičnega rock'n'rolla, zraven pa še je malo posoljen z dodatki neke alternative ali pa mogoče funka, bluza. Tako da ja, je neka taka mešanca rock'n'rolla. Ste iskali kaj v zgodovini rock'n'roll glasbe? Kakšne vzornike? Jaz mislim, da so vzorniki predvsem tisti, ko jih tudi poslušaš v osebnem življenju nasploh, ne. Nismo kaj precej pri nastajanju, nismo precej se ozirali na kogarkoli drugega, ampak ima pa zagotovo vpliv na to, kakšna glasba nastane, tudi to, kar poslušaš. Je pa tudi zanimivo, ne, mi poslušamo zelo razno glasbo, ampak še vseeno je za priznati, da mogoče rdeča nit tega pa vseeno res temelji na tem, kar si skupaj na primer po vajah zavrtimo, pa je nek old school sen, se mi zdi, da sound smo zgleda po duši bolj ostalo v tistem času ta pravega rocka in rock'n'rolla, ja. 10 pesmi ste vrstili na prvenec? Ja, 10 komadov, nekaj je malo trših, vmes se najde tudi kakšna baladica, so pa v večini bi rekel, da govorijo v ljubezni, v nekih teh najstniških pripetljajih in prigodah. Zraven vsega pa še malo družbeno kritični. Ja, to je, se mi zdi, da more biti. Če si rock band, je skoraj dolžnost, da si malo glasen pa svoje mnenje izraziš na glas jasno in glasno, tako da tudi to se najde, ja. Malo smo zaljubljeni, malo se razdivjamo, malo se bunimo, ampak ponujamo tudi rešitve, če poslušate album do konca, ponujamo tudi rešitve za vse probleme, glede katerih prej jamramo. Lahko bi bili politiki. Ja, mogoče, ja, ne vem, če si sicer kdo zelo želi v to, ampak mogoče pa, nikoli ne veš. Album ste označili tako, album oddaja našo pristno energijo in jo brez filtra pošilja v svet. Ja, se mi zdi, da nismo nič ovinkarili, pa nič probali olepševati stvari, da smo povedali, tako je. Pa tudi, kar se tiče neke energije oziroma aranžmajev, jih nismo preveč peglali, preveč pucali, ampak so taki srovi, ne preveč sproducirani, tako da jih lahko zašpilajo 4 pebi na odru. Glasbo stvarjate skupaj? Kako poteka ta kreativni proces? Ja, najprej nastane neka ideja, pa neka osnova, ponavadi z kako akustično kitaro v zelo taki okrajšani varianti, ne, imaš nek hook, imaš neko približno melodijo, pa neke akorde, pol pa v bistvu glavna čarovnija, kar se aranžmaja tiče, pa seveda, ko band na placu skupaj zašpila ta komad in se proba zmeniti, kdo bo imel solo in kdo ne in tak naprej, takrat pol se pa zaiskri, pa nastane najboljši rifi in tak naprej, ko malo tekmujemo med sabo, pa drugega s tem pripravimo do tega, da res da najboljšo verzijo nekega rifa od sebe ali pa neke druge linije. Tako da ja, večinoma pol v bistvu aranžmaji nastanejo na vajah ali pa na jam sessionih. Tvoje oči bo naslednja, 5. po vrsti? Ja, Tvoje oči je isto, kot smo rekli, tudi taka zelo ljubezenski komad. Govori o tem, da je v tem svetu vse narobe, vse čist mim, ampak dokler imamo nekoga, ki nas ima rad ali pa neko ljubezen, da takrat ni tukaj važno, kaj se okoli nas dogaja, se lahko zamotimo oziroma zatečemo k tej osebi. Odmevajo skrbi.
pa dobro vem, da že je čas. Ni mi več mar, kaj se govori, ker me zanimajo le tvoje oči. Tvoje oči. Tvoje oči skupine Sun Park z albuma Plac. Album ima fizični nosilec zvoka ali samo digitalna izdaja? Je v planu. Mi bi si vsi želeli, ne, da bi dal lahko plato gor, ne, fizično. Tako da jaz mislim, da tudi to bo, sicer je še vse to v nastajanju, ampak želja definitivno je, pa tudi, ker smo vsi skupaj bolj old school, tudi vozimo take avte, ki še imajo CD sprejemnike, tako da jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko komu hotel pokazati, recimo album, pa bi ga lahko mu predvajal v avto iz CD-ja. Tako da jaz mislim, da bojo vsaj neki CD-jev, pa vsaj neki plat na neki točki bojo nastale. Potem je vsa glasba na streaming platformah? Ja, na vseh streaming platformah, Spotify, YouTube, Apple Music, tako da vabljeni k poslušanju. Je tam že kaj odziva? V bistvu največ odziva, ko smo ga dobili, je bilo tako od kolegov, ko ti pridejo pa rečejo, sik album, dobri komadi, povejo, kjer se jim zdijo najboljši. Tako da tak odziv nam je najbolj všeč, da pridejo pa rečejo, kaj se jim zdi dober, kjer komadi se jim najbolj všeč. Rečejo, ti pubeci pa res igrajo vse od udarnih pa še do kakšne balade. Ja, res je. Enim je pa res to je zanimivo, ne, pa to se mi zdi, da je zelo dobra stvar, da vsakič, ko pride nekdo do nas, en drug komad izpostavi, ne. Ni, da bi bila dva komada super, pa bi dva komada bila vsem všeč, ostali pa pač so za to, da je minutaža, ne, ampak res mislim, da niti enega komada ni na albumu, ko ne bi prišel nekdo do mene, pa mi rekel, ta je pa moj najljubši, ne. Tako da meni je to zelo všečno, da pridejo kolegi, pa tudi zdaj smo zelo velik odziv dobili na koncertu, ko smo prvič v živo te komade uradno predstavili tudi, ne. In tudi po koncertu so hodili ljudje do nas, pa nam dali nek feedback, ne, in res je, vsakmu je nekaj všeč, tako da za vsakega se nekaj najde na našem albumu očitno, kar je res fajn. Ste skladbe od prve Samo za eno noč do zadnje Bele zastave povezali kot neko zgodbo? Ja, mogoče bi lahko rekli, da je neka zgodba. Mogoče ne vsebinsko, ampak pač, kar se pa tiče glasbe, pa je to v bistvu bil cel plan tega albuma, da nekako poenotimo, ja. Ker tako smo se prej pogovarjali, smo delali vse živo, tudi kar se tiče stilov, pa smo pa rekli, zdaj za ta album pa hočemo imeti neko rdečo nit in smo to pol uspeli, se mi zdi, da kar dobro zapakirati, da se predstaviš v nekem stilu, po katerem si te lahko pol poslušalec zapomni. Naslednja bo balada, Stoj. Ja, no, to je ena izmed bolj nežnih balad, ki smo jih nasploh naredili, pa smo se vseeno odločili, da jo bomo vključili v ta album,
ker vseeno je močen komad, vseeno ima močno sporočilo, ne, in se čisto lepo vseeno poklopi z ostalimi. Je pa lahko povem, da pri tem komadu tudi sodeloval Davor Klarič, to je klaviaturist skupine Mi2. On je posnel nekaj linij klaviature pri tem komadu, pa ne samo pri tem, ampak se mi zdi, da je pri tem pa res tako fajn pašejo Hammondi, ko je taka balada in je res ta komad zelo lepo zaključil aranžmajsko še s temi dodatki, ker mi smo v bistvu cel komad že imeli posnet, vse smo že posneli v studiu v Kočevju, pa smo pa še njega vprašali, da bi dodal še ti neki, se nam je zdelo, da bi mogoče res dobro izpadli, pa smo pa res bili navdušeni, no, tako da bi priporočil, če imate čas, samo za 5 komadov, se tega tudi splača poslušati, čeprav je balada. Besede kot solze padajo, izdajo laži, izdaš mi jih ti. Mislim, da veš, da nikoli ne bom, kot takrat, ko sva se še poznala, kot takrat, ko sva se še smejala. Ne pozabi na vse, kar sva včasih imela. Ne pozabi na to, da bilo je lepo. Stoj, ne odhajaj, le še misel na te mi je ostala. Stoj, ne nalivaj resnice,
Razbežale so se ptice. Stoj skupine Sun Park z albuma Plac. Jako prej si dejal, da je na naslovnici albuma vaš plac. Ja, naše zatočišče. Ja, ta plac je, kot sem prej rekel, sredi gozda, ena terasca, ko smo jo sami v bistvu skupaj sestavili. Ves material smo nanosili tja na roke, ker je tak sred ničesar, da se ne da z avtom do tja. Zraven naredili ene par klopc, par gugalnic, kako ognjišče, tako da ja, vedno se kak poleten večer radi zatečemo na ta plac, pa še zraven par kolegov pripeljemo, pa se malo pokampiramo, varianta. Torej, kraj za uživanje. Ja, tako za uživanje, za sproščanje, za dobiti nek ta stik z naravo, pa se odmakniti malo od krute realnosti. Kdo ne raje prespi v tej viseči mreži Ja, oziroma postelje? Ja, mislim, da je kar jasno iz tega našega album coverja, da je to ponavadi Jernej. On si rezervira to mesto na placu, tako da mi se pa že znajdemo. On je najmlajši, pa mu rečemo, ok, pa naj bo, imaš ti to VIP mesto. Tako da je pa res tudi, da ponavadi, ko se gre na ta plac, se zelo malo spi, tako da ga kar žuramo bolj kot pa kaj druga. Za tisti 2 uri pa mu odstopimo tudi tole visečo mrežo. Se potem verjetno dobi nagrado, da nosi opremo na oder. Ja, no, sej, tudi to je res, da bobni so največji za raznašati, pa mu pa tu malo pokompenziramo, naj ti bo. Pa, če že imaš drugače največ dela, pa lahko vsaj najboljš spiš. Z tega albuma ste izdali 2 singla, prej še 2 tudi podprta z videospotom. Koliko vlagate v video promocijo? Ja, skušamo čim več. Res je tudi, da si vse te videospote, oziroma da smo si zadnja 2 posneli kar sami. Jakob je zelo vešč z kamero in z montažo in z vsemi temi medijskimi stvarmi, tako da smo ugotovili, da nekako najbolj lahko damo videospot od sebe, če ga kar sami posnamemo, ker vemo, kak si želimo, kak hočemo, da na koncu zgleda, pa tudi najcenej. Potem imaš v sebi neke režiserske žilice. Ja, meni je zelo fajn se s tem ukvarjati, ker tudi šolam se že celo življenje v tej smeri, tako da z veseljem izkoristim te priložnosti, da teorijo spravim tudi v prakso, pa zaenkrat smo kar zadovoljni s tem, kar nastane, pa fajn se imamo, ko nastajajo videospoti, tako da se kar veselimo že tudi naslednjega, bi rekel, da neke plane že imamo, tako da lahko pričakujete še v kratkem vsaj enega ali več. V nadaljevanju bomo današnji problem pustili ob strani, pa se posvetili jutrišnjemu problemu. Ja, mislim, da je včasih kar dobra opcija, da pozabimo malo na vse te vsakodnevne tegobe in jih prišparamo za kak drug dan. Sploh zato, ker verjetno se v tistem momentu ne bojo kar same od sebe rešile in je boljš jih prestaviti za kdaj drugič. Naj ostane mali
ampak naj bo to jutrišnji problem. Vem, da ni prav, vem, da ne smem, a naj bo to jutri problem. Vem, da ni prav, vem, da ne smem, a naj bo to jutri problem. Jakob in Jakob, člana skupine Sampark, z mano v oddaji Radioaktivno Plac je album, ki ga vrtimo. Prej sta omenila tudi promocijo albuma, ki je bila v začetku marca v Ortobaru. Kako so pa sprejeli? Ja, res je, to je v bistvu bil naš največji špil, kar smo jih imeli, ker smo tudi mi bili kot headlineri seveda, ne, in to res dobro pokaže na to, koliko pomeniš na sceni, in to, da smo uspeli napolniti Ortobar, je res nam velik uspeh. Moramo pa reči tudi, da smo res imeli zelo dober, da smo res uživali, da kljub temu, da itak stvari ne grejo vedno po planu, smo vse zvozili, glih prav smo bili dolgi, glih prav smo bili dobre vole in tako naprej, tako da se je na koncu vse išlo po našem planu, pa tudi odzivi so bili res presenetljivo dobri. No. Smo tudi mi bili malo presenečeni, da je toliko ljudem res tak všeč album in da so se imeli tako fajn in da bojo še verjetno prišli na kak špil, vsaj na podlagi tega, kar so nam povedali po koncertu, ko smo se malo podružili skupaj. Ste zaigrali celoten album? Celoten album, pa še ene par komadov, ko bojo na naslednji plati. Tak da, ja, je cel album tak, da se ga da odšpilati v celoti na eni fešti, pa ni vmes dolg cajt, ker je tak našus, ne, da sploh za tako neko študentsko žurko nam prav pride tak program. Kaj pa prva dva, mogoče razmišljate, da bi jo prearanžirali v sedanji ritem oziroma sedanji zvok? Ne, mislim, da je to pač odraža neko stanje oziroma kaki smo bili takrat, ko smo izdali ta dva komada. Tako da ne mislimo tega prekriti oziroma nam je čisto všeč, tako je bilo. Verjetno se da želja, da pride album med čim več ljudi, na čim več odrov, ne samo v lokalnem okolju Ljubljane, pa tudi kje drugje. Ja, res je, ja. Glih s tem namenom pa tudi planiramo zdaj eno tako turnejo po študentskih klubih, domovih, po festivalih poleti, ko bo to aktualno, tako da bi bili zelo veseli, ne, zato smo tudi veseli, da smo bili povabljeni sem, da smo na drugem koncu Slovenije lahko imeli priložnost predstaviti album. Tako da, če boste imeli kak špil tu v bližini, tudi z veseljem pridemo, so lepi kraji. Jaz moram reči, da ne vem, če sem že bil kdaj tu, pa mi je zelo všeč, bi se z veseljem še vrnil. Tako da, pridemo še kdaj. Datumi pa sproti na vaših družabnih omrežjih. Ja, tako priporočam vam, da nas pofollowate, da boste na tekočim, kdaj pridemo sem ali pa tule v bližino. In če pridemo, lepo vabljeni na naš špil. Takrat bo zagotovo sonce, kajti ste Sampark. Po mojem, če ne ga bomo pa pripeljali s sabo iz Štajerske. Ja, se smo še tudi mi na Štajerskem. Po pa je že tak tu. Naslednja bo Gremo naprej. Ja, ta komad je tudi bil izdan, preden je prišel album ven. Tega smo naredili v studiu Metro. Glasbeniki verjetno vejo, kje je to. To je en tak zelo znan in spoštovan studio v Ljubljani. Smo bili zelo veseli, da smo lahko imeli priložnost delati tam. Delali smo z Janezom Križajem, to je slovenski producent, ki tudi je že kar udomačen v studiu Metro, že celo kariero
Cero v bistvu zdaj dela tam in smo imeli kar uspešno sodelovanje, smo kar zadovoljni s tem, kar smo naredili, tako da po mojem se bomo še vrnili, no. Nam je bilo všeč. Skupina Sampark v oddaji Radioaktivno sta predstavnika mlajše oziroma mlade slovenske glasbene scene. Kako gledata na njo? Mislim, da je sploh zadnje čase na tej naši sceni polno enih dobrih bendov in da se razvija v neko pravo smer. Tako da ja, z veseljem gremo na kak špil od kakih naših sovrstnikov, tako da fajna muzika se dela v Sloveniji. Ja, mi pa tudi probamo dodati svoj košček sestavljanke, pa ponuditi mogoče še malo večjo širino, kar se tiče izbire. Tako da je pa res, da zelo veliko bendov zdaj zelo dobro dela. Vmes je bila kar luknja, se mi zdi, no, da takrat, ko so, tako da bi rekel, mi dva, pa recimo Bigfoot Mama, Siddharta in tako naprej ustvarjali, je bilo ogromno dobrih bendov, pol nekaj časa ni bilo nekega ful dogajanja na naši sceni, zdaj pa spet eksplozija, ne, in ogromno mladih bendov, ki ustvarjajo dobro glasbo. Kako pa ste si v bendu noti z umetno inteligenco? Ja, mislim, pri ustvarjanju glasbe do zdaj nismo uporabljali, pa tudi se mi zdi, da je ne bomo, ker
V bistvu vse to, kar naredi umetna inteligenca, se nam zdi glih ta zabaven del vsega skupaj. Mogoče si kdaj pomagamo z kakšnim, ne vem, vprašanjem, ne vem, kako spraviti robo v kombi čim hitreje, ne, ali pa neka taka fora. Ne pa glih, da bi v muzikalnem smislu jo uporabljali, pa tudi na cover artu se vidi tule, da je ena štempilka, no AI ali kaj piše, tako da je vse skupaj skušamo ohraniti neko človeško žilico. Ja, mislim, da ne vidimo glih v uporabi umetne inteligence nekega smisla, ker mislim, da to, kar pri glasbi najbolj šteje in najlepši del celega procesa ustvarjanja glasbe in tudi tisto, kar razlikuje Erika Claptona, in zdaj smo ga glih poslušali v avtu, ko smo se vozili sem, zato sem se na njega spomnil. Jaz mislim, da glih te malenkosti in te človeške nepopolnosti naredijo glasbo posebno in poslušljivo in zabavno, tako da ne vidim smisla v uporabi umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe, no vsaj pri nas v našem bendu ne. Povedati vam moram, da umetna inteligenca vsaj Copilot o vas ve kar nekaj, pa tudi daje prave podatke glede na moj arhiv in PR sporočila. Jaz jo zato uporabim pri pripravi intervjuja in Copilotu tudi dam nalogo, da vam on zastavi 5 vprašanj. Lahko izbirate med 2 sklopoma, ali bodo to smešna vprašanja ali absurdna vprašanja. Kaj boste izbrala? Pola. Pol. Ok, pa boste potem govorila številke pri vsakem. Smešna številka 1, potem absurdna številka 2 in tako naprej, kakorkoli želite. Jakob, katero boš najprej izbral? Ajde, smešno. Prvo vprašanje, ki ti ga zastavlja Copilot. Kdo med vami bi najhitreje postal sumljiv lik, če bi vas policija prosila, naj se obnašate normalno? Po mojem smo kar vsi malo sumljavi. Mogoče bi najbolj sumljal, kaj pa vem, Martin Mutec, naš kitarist, zgleda tako, kot da neki šverca skozi. Ja, mogoče res, ne vem, pa sej bolj ko razmišljam, bolj ugotavljam, da ni pravega odgovora na to vprašanje, da smo vsi nagnjeni k temu, da mogoče ne izpademo najbolj korektni po vseh zakonih, ampak smo pa drugače ful v redu fanti, tako da me ne skrbi, da bi kdo se zapletel v kako tako situacijo v resničnem življenju. Jakob, ti izbiraš sedaj absurdno vprašanje? Ja, dajmo probati. Številko? Od 1 do 5? 4. Kateri član bi bil najbolj sumljiv, če bi ga videli, kako kupuje 17 enakih koledarjev? Kaj pa vem, enakih koledarjev, to bi kar si težko razložil, zakaj jih rabiš, ne. Mogoče bi najbolj zanimivo razlago tu, ko bi se mogel zagovarjati, dal Jernej, ne, zakaj ima on zdaj 17 enakih koledarjev, me kar zanima, kaj bi rekel, tako da bom njega zbral. Jakob, izbiraš naslednji sklop oziroma naslednjo vprašanje? Ajde, še eno absurdno. 3. Če bi morali en dan govoriti samo v metaforah o krompirju, kdo bi zmagal? Metaforah o krompirju. Da bi bilo pire krompir, po mojem, tule moj soimenjak na levi, da bi se nekako najbolj znašel s temi metaforami, pa kako besediti neki. Ja, mogoče res bi bilo zanimivo probati, ne, ampak nisem pa nikoli pomislil na to, da bi... Sem pa fan krompirja, to pa je res, ja, imam zelo rad razne variante priprave krompirja, tako da mogoče pa bi mi res šlo, ja. Jakob, naslednje vprašanje izbiraš ti, z katerega sklopa, katero številko? Mogoče smešnega številka 2. Ki se glasi, če bi morali en dan živeti kot prometni znak, kateri bi bil kdo? To pa je kar zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da bi bil stop znak, da bi opozarjal ljudi, da se naj malo odstavijo včasih, da si naj vzamejo čas za sebe. Pol Jernej bi bil mogoče znak za pozor otroci na cesti, ker
okoli njega moraš malo paziti, kako se obrneš. Tako da to pol naslednji, zdaj mi že počas, ne vem sploh, kere znake še imamo. Mogoče bi bil znak za prednost Martin, ko se mu dostkrat mudi, ker iz enega konca na drugega, iz enih vaj na druge, pa mora biti na prednosti cesti, ne ravno zato. Jakob bi pa lahko bil, kaj še imamo, kaj od znakov, mogoče tale prepovedan promet, ki je bolj, se mi zdi, da rad gre peš in rad gre počasi in da si vzameš čas, da pogledaš malo okoli sebe, da ne drviš kar skozi svet v prehitrem tempu, tako da prepovedano za promet, samo za pešce. Jakob, in še zadnje vprašanje, ki ga izbiraš. Ajde, še eno smešno vprašanje, številka 3, še manj, da nismo. Ne? Kdo bi najhitreje izgubil bitko z avtomatskimi vrati v trgovine? To pa, kaj pa vem, po mojem moj Jerneja, našega bobnarja, bi znale kakve avtomatske vrate, kar ob živce spraviti, ne. Je bolj navajen na kljuke ali pa na, kaj pa vem, na balkonske vrate ali neki, ne vem, na vrate v tuš kabine, ko pa na neke avtomatske vrate. Ja. No, sedaj ste slišala, kaj zanima umetno inteligenco o vas. Zanimiv, ne bi si mislil. Ja, verjetno ne bi kar kdorkoli, ko planira intervju, se spomnil takih vprašanj. So bila kar kreativna, moram priznati, no, zanimivo, ja. Glasba, predzadnja, ki jo spuščamo, Kdo ti bo kimal? Ja, no, Kdo ti bo kimal, pa če smo prej izpostavili Stoj, da je najbolj miren, pa se mi zdi, da je glih v kontrasmer največji kontrast. Ta je pa najbolj heavy, če se tako izrazim, najbolj distorziran in na power. Pa se mi zdi tudi, da je kar dober v tej luči izpadel, ker je prej bil aranžma malo drugačen, ko pa smo delali album, pa smo ga v bistvu, smo rekli na tem komadu, pa ne bomo nič previdni, ne bomo nič, a je za radijske postaje ali ni, ali bo dost sound tak ali ne, smo rekli, gremo all in, pa naredimo čist en komad, ko je čist strgan sketne, tako da takrat je dobil pol to obliko, ko jo lahko zdaj slišite na albumu. Kto
Proti bo kimal z skupine Sun Park z albuma Plac. Jakoba, za konec, album je svež, kakšni izzivi so pred vami? Ja, zdaj največji, izziv, ko si ga najprej postavljamo, je to, da ga probamo odigrati na čim večjih različnih odrih. Tako da za naslednjo poletje bomo zelo zasedeni s tem, da bomo probali vsak teden odigrati v kakem drugem kraju te komade, ki smo jih delali zdaj 2-3 leta. Pol pa naprej, naslednje komade delati, nove single izdajati, pa kak nov album sestaviti. Še z tega albuma, katera skladba podprta z videom? Ja, vsaj 2 bi lahko že zdaj izpostavil. Pogovarjali smo se, da bi samo za eno noč lahko dobila video spot. Pa kar nekaj je še takih komadov, ko se ponujajo, da bi lahko dobili tudi podporo video spota. Tako da zagotovo še vsaj 2, no. Tako da spremljajte naš YouTube kanal, pa si jih oglejte. Za konec bomo poslali v eter še Bele zastave, Ja. pa se ne bomo predali. Ne. Pol na koncu tega komada prej skozi govorimo, da se v zrak dvigajo bele zastave, da se predajamo, pol vedno bolj proti koncu pa se v zrak dvigajo pesti in zastave, tako da predali se ziher ne bomo. Upam, da res ne. Ne, ni videti takega konca. Mi smo še mladi in zagreti in se ne predajamo in stojimo za tem, kar rečemo, tako da kar se nas tiče, ni predaje. Zato se ne bomo predali in tudi ne bomo dvignili belih zastav, vseeno pa jih zavrteli. Jakoba, hvala, da ste se oglasila, oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala za povabilo. Hvala, z veseljem še pridemo. Prazne so ulice in prazne obljube. Deli se čas in mrtve poljube. Zaspani so dnevi in prazne so glave, v zrak pa se dvigajo bele zastave. Zaspani so dnevi in prazne so glave, v zrak pa se dvigajo bele zastave. Bele zastave. Prazne so ulice, odsev polne lune. Deli se in krvave račune. Zdaj krajši so dnevi, prepolne so glave, v zrak pa se dviga pesti in zastave. Zdaj krajši so dnevi, prepolne so glave, v zrak pa se dvigajo pesti in zastave.
Mi smo Sun Park. In poslušate Radioaktivno.